Le pravljice so resnične, vse ostalo je laž. Ko stopimo prvič na indijska tla in vdihnemo zrak neznanih vonjav, ter se zazremo v velike temne oči tisočletnega prebivalca, v katerih odseva skrivnostni sen neprekinjene zgodovine, nam zastane korak. Čas se skrivnostno razblini, bitje srca preglasi odmerjanje časa in potem otožni, oddaljeni zvoki piščali priplujejo s prvimi čolni vzhajajočega sonca, večnega Gangesa. In nenadoma lebdimo. Lebdimo v brezčasju, zavedajoč se istočasnosti časov pred seboj. Na dlani roke so. Le kaj se je zgodilo? Indija je velikanska, neskončna dežela. Nobena trditev o njej ne drži v celoti. Karkoli izjaviš o tej prečudoviti deželi, na koncu je resnica vedno drugačna. Air India, ambasada na Dunaju, Hermann Hesse in potovanje na Jutrovo. Indija, Koromandija, pa angleške kolonije in bojeviti Sikhi, bengalski tigri in potujoči cigani, Romi indijskega porekla, ki jih je usoda zanesla tudi v naše kraje in zaradi katerih sem se udeležil filmskega festivala v New Delhiju. Indija, Mahatma Gandhi, Nehru in Ron Holloway, ki me je v Montrealu seznanil z gospo Malti Sahaj, ki me je potem v svojem belem sariju močno spominjala na Indiro Gandhi z malih ekranov večernih poročil. Gospa, ki ji bom vedno hvaležen, da me je povabila na festivalu New Delhi, ne toliko zaradi filmov, ki jih drugje ne vidiš, pač pa zaradi spoznanj, ki sem jih prinesel iz njene domovine. Prišel sem, da bi jim pokazal svoj film, a me je dežela zavrtela in izgubil sem se v vizijah novega filma, ki sem ga vdihnil ob stiku z drugačnostjo, ki jo prinaša najstarejša kultura na svetu. In spomnil sem se, v Indijo ne prideš zato, da bi jo spremenil. Indija je tista, ki bo spremenila tebe. Baby shit. Šele ko sem se iz razkošnega hotela Ashok preselil na ulice Paharganjja, sem se soočil z resničnim vrvežem pisane množice, ki predstavlja običajen dnevni utrip tega predela Delhija. Kar nekaj časa mine, da se otreseš evropske prenapetosti in po nekaj dneh te ulica usrka vase. Trgovci in gostinci te prijazno pozdravljajo kot starega znanca, za berače nisi več zanimiv, ljudi za bogato založenimi in urejenimi stolnicami ne moti več vsiljivo gibanje tvoje kamere. Vsa večja indijska mesta imajo 3 močno različne predele. Prvi je četrt velikega poslovnega središča višjih družbenih slojev. Hiše so trdno in razkošno grajene, sodobne poslovne in upravne zgradbe in bogato založene trgovine, široke ceste so polne ljudi v oblačilih po zahodni šegi.
Drugi predel bolj ustreza pravi indijski četrti. V njej se po ulicah gibljajo moški v dolgih datijih in ženske ovite v sarije živih barv. Med avtomobili in motornimi rikšami se prerivajo rikše na nožni pogon. Trgovine in obrtne delavnice se odpirajo na ulico, po kateri glasno ponujajo svoje blago kramarji in trgovci s svilo, slaščičarji in prodajalci sadja, začimb in zelenjave. Tretji predel se ostro razlikuje od prvih dveh. To so četrti revnih meščanov in revna naselja Kolib na robu mesta, kamor zahodnjaki le poredkoma zaidejo. Tudi sam nisem bil psihično pripravljen na soočenje z najnižjim in najrevnejšim slojem prebivalstva. Počakal sem na prijatelja Tonklija, večnega popotnika in poznavalca Indije, ki so ga posli z dragimi in poldragimi kamni spet pripeljali v Indijo. Skupaj s prijatelji, ki so prišli po naju, sva se odpeljala v Jaipur, svetovno prestolnico poldragih kamnov. Indija je neizmerno velika dežela, je skupek različnih narodov in jezikov, zato ni moč govoriti o eni sami in enoviti kulturi. To, kar pa vendarle povezuje različne kulture Indije, je prav gotovo vernost, ki prežema slehernega Indijca, ne glede na to, kateri veri pripada. Njen fluid, ki ga izžarevajo množice, je prisoten ves čas. Čutiš ga kot gostoto zraka, ki te obdaja. Vera je že več kot 3000 let glavna opora kulture v deželi, ki je eno najstarejših civilizacijskih središč na svetu. Hinduizem ima daleč najpomembnejši vpliv na življenje Indije. Osrednja zapoved hinduizma je spoštovanje vseh živih bitij. Hindujsko spoštovanje svetih krav izvira še iz vedskega obdobja izpred 3500 let. Versko prepoved klanja molznih živali pojasnjujejo z njihovo koristnostjo za človeštvo. Ima pa tudi globlji pomen, saj simbolizira povezanost človeškega in živalskega življenja. Ta se izraža na vsakem koraku, saj se živali, ne samo svete krave, svobodno sprehajajo po ulicah. Namesto mačk, opice na vsakem koraku, namesto razvajenih pasjih ljubimcev, radovedna in radoživa koza, ki razposajeno in po domače brska po odloženih osebnih stvareh kopalcev v sveti reki. Nihče ne bo pokončal garjevega psa, zato ker je garjev, ali pa malega od rojstva invalidnega kužka,
ki se je moral naučiti hoje po 3 nogah. Zato bo poskrbela narava sama. Pregnali ali pokončali ga bodo psi, ki se čez dan nedolžno pretegujejo in poležujejo po sončnih kotičkih. Ponoči pa se, združeni v tolpe, grozeče in agresivno podijo po opustelih mestnih ulicah in vzbujajo strah in grozo zapoznelim sprehajalcem. Not bad. I mean, somebody will like it with semi-precious stones, star shape also, no? In stones. And we can try a few pairs and then we will see, no? This is bracelets with stones. Pri trgovanju z Indijci se velja zapomniti dvoje pravil. Za stvari, na katere se ne spoznaš, boš plačal šolnino. In drugo, ne kupuj, če nimaš dovolj časa. Drugače ga boš moral plačati. Vendar, ko plačamo šolnino in odstranimo fasado nezaupljivosti, odkrijemo novo Indijo, globoko spiritualno in prijateljsko. Tudi posel je predvsem meditacija, feeling, mešanica strasti in razuma in občutka za mero. S prijateljem Tonklijem sva obiskala njegovega dolgoletnega poslovnega partnerja in prijatelja, enega najbolj znanih in uglednih džajpurskih trgovcev s poldragimi kamni. Satiš, ki mi je svojim svetovljanskim in vedrim obrazom takoj prirasel k srcu, mi je prijazno predstavil svojo družino. Svoje življenje je posvetil trgovini s poldragimi kamni, v katero ga je uvedel oče. Velja za premožnega in uspešnega trgovca, saj je navezal poslovne stike s prijatelji po vsem svetu, srečo pa je našel v svoji ženi Suločni in neskončno radoživih otrocih. Da bi potešil mojo radovednost, mi je dovolil, da sem se s kamero sprehodil po njegovih bivalnih prostorih. Značilno meščansko hišo sredi mesta si deli z bratovo družino in svojimi starši. Vsakemu pripada eno nadstropje z zanimivim stopniščem, notranjim dvoriščem in skupno teraso. Ne primanjkuje jim denarja, a v tradicionalnem življenju Indijcev ni prostora za klasično evropsko pohištvo, jedilni pribor ali belo kuhinjo. Čeprav gospodinje z veseljem uporabljajo svetlečo kovinsko posodo in plinski štedilnik, na katerem dnevno pražijo svoje čapatije. Tudi satelitska televizija ni nič posebnega. Brat se ukvarja z organizacijo velikih porok, ki se vrste iz dneva v dan, ne glede na čas in kraj, in katerih se udeležuje tudi po več tisoč svatov. Večino svojega življenja indijske družine preživijo na velikih terasah, dokoder ne sežejo glasovi s hrupnih in nemirnih ulic. Življenje Indijca je pogojeno z njegovim položajem v kastni ureditvi. Čeprav so kaste z ustavo odpravljene, se v vsakdanjem življenju še kako upoštevajo. Zakaj obstajajo kaste? Zato je več vzrokov. Prvi je ta, da kralj ni hotel dati vse oblasti samo eni skupnosti oziroma samo enemu človeku. Zato jo je razdelil v 4 skupine. To je kralju bolj odgovarjalo. Vemo, da imajo različni ljudje različne vrste moči. Nekdo ima denar, drugi je močan,
tretji je zelo inteligenten in zato je oblast razdelil med 4 skupnosti. V prvo kasto je postavil bojevnike, gre za tiste ljudi, ki se morajo boriti na mejah proti sovražniku, da ščitijo otroke. Dovoljeno jim je, da jedo meso, pijejo alkoholne pijače, zato da postanejo napadalni. Vendar pa ne smejo imeti denarja, ne smejo brati, samo osnovne stvari. Malo se lahko ukvarjajo tudi z računanjem. Pravzaprav ne smejo veliko brati, tako kot recimo brahmani, samo malo, drugače pa se ne vmešavajo v njihov način življenja. Drugi del predstavlja kasta brahmanov, indijskih duhovnikov. Njihova naloga je, da poučujejo ljudi, otroke. Morajo jih vzgajati kot učitelji. Enostavno lahko rečemo, da so brahmani učitelji. Učitelji pa lahko učijo tako vojake, poslovneže, učitelje, pa tudi pripadnike nižjega stanu. Brahmanom je dovoljeno, da veliko študirajo, da proučujejo karkoli želijo in kolikor jih je volja. Vendar pa ne smejo jesti mesa, kajti potem bi postali napadalni. To pa ni njihov namen. Zanje je mirno življenje in poučevanje, torej duhovno življenje. Tu so še poslovneži. Ni jim dovoljeno, da veliko študirajo, lahko pa razpolagajo z denarjem in z njim tudi upravljajo. Trgujejo, posojajo, hranijo in podobne stvari. Prav tako je zanje meso zaradi strahu pred napadalnostjo prepovedano. Tudi vina ne smejo piti. In pripadniki teh 3 kast imajo lahko samo po eno ženo in skrbijo samo zanjo. Če bi bili povezani z več ženami, bi svojo energijo samo drobili. Tu je še 4. kasta, delavski razred. V tej kasti so čistilci, ljudje, ki opravljajo fizična dela, čevljarji in mnogi drugi. Ker je njihovo delo povezano s telesno močjo, morajo jesti meso, saj morajo biti močni. Ne smejo trgovati z denarjem, tudi brati ne smejo veliko, vendar pa imajo lahko več žensk, seveda za zabavo. Kajti veliko delajo, delo pa je enolično, zato si lahko privoščijo več zabave. Because they have little bit of, in one way is little bit more work or more simple work, not really much interesting sometimes. So they can have more entertainment in life from women. It's like that. But in that time when they make this caste system, ko je bil ta system, kastni sistem vzpostavljen, ni bilo bolj ali manj pomembnih. Vsi so bili enaki. Če si recimo srečal čistilca čevljev, si ga moral spoštovati enako kot kralja. Hočem reči, da ni bilo pomembno, ali si bil vojak ali poslovnež. Zato so tudi pravili, povej mi, kdo ti je prijatelj, pa ti povem, kdo si. Zdaj jim to ni dovoljeno. Vsak naj bi živel v svoji skupnosti. Lahko se pogovarjajo, vendar se naj ne bi družili. Kajti, če bi recimo učitelj in čistilec čevljev živela v isti skupnosti, bi se lahko učitelj navadil piti, jesti meso, kar pa zanj ni zdravo. Zato so naredili ta kastni sistem, ki ločuje ljudi, da ne vznemirjajo eni druge. Teacher can learn a lot of things from him, like drinking or eating meat or things like, which is not good for him, for teacher. And like that. And so that's why they make caste system and keep them separate, not to disturb each other. You understand my point? Satish je zaradi svojega prepričanja ovrgal določena tradicionalna družbena pravila. V svojem podjetju je zaposlil mlade ljudi iz različnih družbenih slojev, saj čas zahteva raznovrstna druženja in različne pretoke informacij.
v ozaveščanju revnih in nevednih množic ter kreativnem vključevanju le-teh v širše družbene tokove, vidi potencialne razvojne možnosti sodobne indijske družbe. Satišev glavni dobavitelj poldragih kamnov, Ashok, je sicer iz brahmanske kaste in hrani v svoji zbirki kar nekaj starih, dragocenih rokopisov, vendar je lastnik ene največjih tradicionalnih ročnih brusilnic poldragih kamnov. Jaipur je glavno mesto indijske province Rajasthan. Skozi čas se je razvilo v največjo ročno brusilnico kamnov na svetu. Več kot polovica prebivalcev tega mesta je vključenih v posle s kamni. Za brusi in stroji na ročni pogon sedijo brusilci različnih starosti, saj minejo leta, da se brusilec izuči v vrhunskega mojstra. Ob hinduizmu, budizmu in skriti tantri je uspelo Indiji razviti tudi skrivnostno filozofijo kamnov, ki vzbujajo v nas prepričanje, da je v Indiji vse mogoče in da so tu pravljice tudi resnične. Kralj kamnov je diamant, ki čisti našo dušo in je najčistejši in najstarejši od vseh kamnov. Harmonijo zaključuje zlatna kit v kombinaciji diamanta, rubina, smaragda in safirja. Poleg blišča, ki ga imajo zelo radi, mora biti pristnost povezana z naravo. Diamant kot čistost duha, rubin kot kapljica krvi iz matere zemlje, smaragd kot zaščitnik pred negativnimi silami vzbuja pogum. Safir je kamen videnja in miru. Eden glavnih nosilcev džajpurske industrije kamnov je lapis lazuli, kamen, ki prihaja iz Afganistana. Lapis je simbol uspešnosti, vendar ni primeren za vsakodnevno nošenje, saj je zelo krhek. Brušenje tega kamna velja za najtežje. Najlepši in najbolj razširjen kamen v Indiji pa je mesečev kamen, kamen spiritualne energije. Še bi lahko naštevali granat, citrin, ametist, turkis in kamena strela. V vsakem obstajajo študije o delovanju in vplivu na človekovo počutje in zdravje. Posebna zanimivost so topilnice srebra, saj se velik del poldragega kamenja vgrajuje v srebrni nakit že na kraju samem. Indijci jedo z rokami. Hrano morajo občutiti s prsti. Podobno velja za ročno brušenje ali pihanje srebra, saj vemo, da danes obstajajo že številne drugačne tehnike. Vsak pihalec ti bo razložil, da s tem, ko piha v srebro, izdelku vdahne dušo in v to tudi verjame. Vse, kar počnemo, počnemo v imenu ljubezni in zaradi ljubezni.
Kama Sutra is just Kamasutra ni nič drugega kot delovanje vseh občutkov, kajti vsa ta čustva se preko družbe projicirajo v tvoji glavi. Tako ti po glavi rojijo različne stvari. Želiš si ljubezni z dekletom v položaju, da stoji na glavi, ali z nogami dvignjenimi visoko v zrak, ali pa ljubezen s 3 dekleti. Tako so vse te slike narisali ljudje, ki so o seksu vedeli veliko. Želeli so, da si sliko ogledate in da ob njej meditirate. To je tradicija. No, it's tradition, yes. I mean, if you go in with sutra means Sutra pomeni življenjsko pravilo, torej življenjsko pravilo kame oziroma niz življenjskih pravil o spolnosti. Gre za nekakšno meditacijo, ki ne bi povečala tvojo energijo. Tu so potem še številna svetišča različnih vrst. Zelo znana so ta svetišča. Pred svetišči je na tisoče kipcev, ki ponazarjajo različne ljubezenske položaje. Pravijo, da če želiš vstopiti v svetišče, si moraš najprej ogledati vse te kipce in ob njih meditirati. In šele potem, ko se boš počutil sproščenega, lahko vstopiš v svetišče in resnično moliš Bogu. Torej moraš najprej sedeti pred svetiščem, da začutiš osvoboditev vseh misli in občutkov, šele nato lahko vstopiš vanj in resnično meditiraš. So they said if you want to enter in the temple, you should stay outside, watch all these statues with different action of the sex and meditate on those. And then if you feel relaxed, evaporate from the sex, then you can enter in and really pray to the God, the real God is in then. This is, you must sit outside first, and if you feel totally free from this, not totally free, but I mean, if you don't feel occupied with this, then you can enter in and meditate more, better. They said like this. And it is very Pravijo, da je true. temu I tako. mean, I don't know Pravzaprav actually ne vem real iz lastnih experience, izkušenj, but vendar mislim, da bi I feel moralo that, funkcionirati. it should Kajti work. kar naprej nekaj razmišljamo. Pravijo tudi, da je spolnost dejanje, ki ga zavestno kontroliramo, medtem ko ljubezen ni dejanje, ampak čustvo in priti mora iz srca. Ljubezen vedno prihaja od srca. And it should come through your heart, not through your mind. Love always come from your heart. You understand my point or not? Če pravimo, da je Hollywood ameriška tovarna sanj, potem prav gotovo velja, da je Raj Mandir v Jaipurju najlepša dvorana na svetu, v kateri te sanje tudi prikazujejo, na ogromnem belem platnu in v brezhibni Dolby stereo tehnologiji. Diamante, rubine in safirje so zamenjala svetlobna telesa vseh barvnih spektrov, ki osvetljujejo notranjost in zunanjost filmske palače in tako simbolno ponazarjajo osnovno dejavnost mesta Jaipurja. Indijska tovarna sanj je stara toliko kot film sam in predstavlja eno najbolj donosnih industrij v Indiji. Letno posnamejo preko 700 filmov različnih zvrsti in žanrov v številnih studijih velikih mest, kot so Bombay, Kalkuta, New Delhi. Se pravi, 3 filme na dan. Uspešen komercialni film vidi tudi do 300 milijonov gledalcev in ne glede na ceno vstopnic ustvarja državi lep dohodek. Razumljivo, da zato sprejema v distribucijo le omejeno količino tujih filmov. Raje sami izdelajo žanrske filme po tujih uspešnicah, ki jih vsebinsko prilagodijo indijskemu gledalcu. Nekdanje palače Maharadž so večinoma prazne in spremenjene v muzeje. Včasih pa nenadoma oživijo v vsej svoji veličini in pravličnosti za filmske zgodbe, v katerih se prepletajo miti in legende neizčrpne indijske zgodovine, ki so priromale k nam le v obliki pravljic.
अभी कभी तरफ नहीं देखना, ये पेंटिंग आ रही है। Gospod Kahn je eden večjih, zelo cenjenih filmskih režiserjev in producentov. Znan je predvsem televizijskim gledalcem po številnih filmih, ki obravnavajo indijsko preteklost, mitologijo in legende. Presenetim ga sredi snemanja televizijskega filma o Akbarju Velikem, enem najmogočnejših mogulskih vladarjev Indije. V spominu mi je ostal predvsem po dolgem stisku roke, ki pri Indijcih ni formalen in traja malo dlje, kot smo navajeni, se služi svojemu prvotnemu namenu – izmenjavi energije. Ob prijateljskem stisku to energijo tudi začutiš. Posnel sem nekaj kadrov profesionalno utečene filmske ekipe in se odpravil novim pravljicam naproti. Na bregu reke Džamune v Agri stoji Taj Mahal, beli mavzolej, ki obiskovalce že stoletja navdihuje svojo lepoto in skladnostjo. Tudi stavba sama je bila zgrajena iz navdiha, kajti če je v arhitekturi moč izraziti čustva, je Taj Mahal prav gotovo največji simbol ljubezni, ki ga je kdajkoli zgradil človek. Kot grobnico svoji ženi Mumtaz Mahal, ki je umrla na porodu, ga je dal postaviti 5. mogulski cesar Indije, Šah Džahan. Palačo iz belega marmorja je gradilo 20.000 gradbenikov 20 let. Zgradba je okrašena z neštetimi intarzijami s cvetličnimi motivi, ki so jih mogulski mojstri vrezali v beli marmor in zapolnili z dragimi in poldragimi kamni. Za eno samo rožo so porabili tudi do 60 dragih kamnov. Pravljica je resnična. Največji čar belega marmorja je, da v njem odsevajo spreminjajoči se odtenki dnevne svetlobe. Zidovi mavzoleja, obzori in mraku zažarijo v mehko vijoličastih, rožnatih in zamolklo zlatih tonih. V zgodnji jutranji megli je stavba videti, kot da lebdi v zraku, kot bi megla prevzela podobo belega spomenika. Dobro je, da narediš kaj lepega, pa tudi, če kaj zaslužiš. Denar je pomemben. Denar je danes ena najpomembnejših stvari na svetu. Ne pred 2000 leti, ampak zdaj. Hočem reči, da denar tudi ni vse. Ne morem reči, da sem bil šokiran, bil pa sem resnično presenečen, ko mi je pred nekaj dnevi žena dejala, da nekateri živijo zato, da jedo, drugi pa jedo zato, da živijo. To je velika razlika. Sulochana said this word. She was sitting in kitchen and she said, some people live to eat and some people eat to live. And it's big difference in two words. And which way is better for you? In kaj je bolje zate? Middle way. Neka srednja pot. Probably. Če pravimo v Evropi, da vse poti vodijo v Rim, potem za Indijce to ne velja. Pri njih vse poti vodijo na obale večnega Gangesa,
kamor sem se poln neurejenih vtisov in zmede napotil tudi sam. Že dolgo nisem tako intenzivno razmišljal o življenjskih resnicah, za katere sem menil, da sem jih že zdavnaj dojel in domislil. Reka Ganges je dolga kakih 2800 km, od svojega izvira v Himalaji pa do izliva v Bengalski zaliv. V najobsežnejši delti na svetu duhovno in telesno hrani prebivalce ene najgosteje naseljenih pokrajin. Za večino Indijcev je Ganges utelešenje dobrotljive boginje. V starih spisih Ved, ki so temelj hinduizma, sta reka in boginja zliti v podobo Ganga Maji, Mati Ganga, ki simbolizira življenje samo. Mati Ganga povezuje indijsko civilizacijo skozi čas in prostor. Njeni mitološki predniki so podobe priseljencev, ki so ustvarili vedsko kulturo. Sveta mesta na njenih bregovih so med najstarejšimi verskimi središči v Indiji. Štejejo jih za kraje, kamor so bogovi med ustvarjanjem sveta kanili dragocene kaplje iz čaše nesmrtnosti. Gre za pomembno svetišče v Varanasiju. Če bi brali zgodovino tega mesta, bi videli, da veliko piše o tem svetišču. Zakaj ljudje prihajajo v Varanasi? Sem prihajajo v marcu, ko je tu velik festival. Takrat ljudje obiskujejo to svetišče. In to noč in dan in molitve vseh ljudi so si podobne. That day 1 lakh people coming to visit this temple, and she come that day, and all citizens of this city come to visit this place whole day and night. Her name is Chausashti Yogini Temple. She is the head. If people worship this goddess, then 64 goddess pray similar. Kaste kot posebne oblike socialnih razredov so imele tako moč, da so se ohranile tudi med Indijci, ki so sprejeli muslimansko vero. Sicer pa je človek duhovno, idejno, filozofsko in versko popolnoma svoboden. Indija je strpna do vseh mogočih ver, filozofij in različnih oblik duhovnosti in dovoljuje posameznikom, da jih tudi svobodno širijo. Hkrati pa je skrajno nestrpna do kakršnih koli socialnih sprememb.
Spiritualizem pomaga ohranjati obstoječi red. Ti kulti so način iracionalnega reagiranja na frustracije in blokade, so izhod iz napetih odnosov, kot druga sredstva za premagovanje sporov odpovedo ali pa jih ni na razpolago. Reven je tisti, ki si želi nekaj, česar ne more imeti. Kdor si ničesar ne želi, ne more biti reven. Ekstaza kot oblika spiritualizma je takole poslednji odgovor zatiranih, ki na tak način prenašajo nevzdržnost okolja in pomeni predajanje svojega jaza silam zunaj sebe, izročitev sebe in svoje volje nekomu drugemu, guruju, vodji nekega kulta. Kaj smo izgubili, da potem iščemo po bregovih reke Gange? Zahodnjaki, ki so razočarani ne samo nad krščanstvom, katerega obredi ne nudijo več stanja blaženosti in sreče, so razočarani tudi nad znanostjo, ki je izgubila svojo vednost in moč. Prepričani so, da jim zahodni način življenja ne omogoča bega pred trpljenjem, jim ne nudi učinkovitega izhoda iz razočaranj, ki so povezane z omejitvami, ki jih narekuje telo, so človek ali smrt. Vsi ti iščejo odgovore pri gurujih in se vsaj začasno osvobodijo. V Varanasiju so živeli in se izšolali največji glasbeniki klasične indijske glasbe, ki je tesno povezana z naravo, njenimi letnimi časi ali gibanjem sonca. Naša glasba je povezana z letnimi časi, s časom nasploh in z naravo. Zato je zjutraj drugačna kot zvečer ali ponoči. Pa tudi v različnih letnih časih je različna. Zato je pomembno, katero glasbo igram ob določenem času. Zato glasbo je pomembno, da ob njenem igranju ni ne sonca, ne lune in da jo lahko igram do 9. ure. Obstaja pa na primer tudi glasba, ki da kralju, ki jo posluša, več moči. Lahko zaigraš mi, kar je zelo močno, tako kot je močan kralj. Zaigram lahko počasno skladbo, nekaj srednjega, hitro ali pa zelo hitro skladbo v 16/4 taktu. Ali lahko zaigraš v takem taktu? Zjutraj zbudi mati Krišno in pravi: sonce že vzhaja, pojdi, ženi kravo na pašo. Hinduistom, v hinduizem veruje več kot 80% indijskega prebivalstva, je ves tok reke Ganges svet. V Varanasiju pa ima svetost matere Gange še posebno moč. Vsi hindujci si žele vsaj enkrat v življenju poromati van
In če je mogoče tukaj tudi umreti, se čaka tiste, katerih pepel stresajo v sveto reko, v tem svetem mestu, odrešitev in zanje se bo pretrgal neskončni krog rojstva, smrti in ponovnega rojstva. Dostop do reke omogoča 52 stopnišč, svetih prostorov, ki se spuščajo v vodo. 5 je namenjenih sveti kopeli in so osrednjega pomena tako za prebivalce mesta kot za množico romarjev. Že pred zoro se zbirajo dolge vrste vernikov k posvečeni kopeli. Iz neštetih svetišč in templjev se oglasi slovesno petje in slavi rojstvo novega dneva. Verniki zabredejo v Gango, darujejo sveto vodo soncu in se v njej duhovno očistijo. Stopnice za očiščevanje kopeli so namenjene živim, druge so namenjene mrtvim. Na njih se žigajo mrliče. Ob reki vse dni prasketajo ognjene grmade in njihovi plameni razsvetljujejo nočno temo. जो जला रहे हैं फ्यूज हो जा रही फट से। वो वोल्टेज बहुत तेज है। मन्नू जी का 500
Ob stikih s staroevropsko ali egipčansko kulturo sem bil vedno odvisen od spoznanj, ki so bila vezana na arheološke izkopanine, odkrite naključno ali po neumornem iskanju znanstvenikov, ter na to spravljene v muzeje in knjižnice. Iz drobcev izkopanin iz preteklosti so se na inštitutih ustvarjale vizije antične grške ali rimske ali staroegipčanske kulture, starodavne Atlantide, ki so bile ali pa jih tudi ni bilo. Resnica ni bila tako usodna za nas in za čas, v katerem živimo. Resnico smo prilagajali dnevnim potrebam. Zdaj pa sem naenkrat naletel na kulturo, ki se je neprekinjeno razvijala nekaj tisoč let in ki je ne glede na religijo in čas ohranjala vrednostne sisteme skozi tisočletja in ki so praktično živi in neokrnjeni prispeli tudi do nas. कलिकालकाय कृपालमाला शिवशंकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय सर्वमंगल मांगल्ये. Indija ni nerazvita dežela. Ponaša se z atomsko bombo, po orbiti krožijo sateliti, po nebu se spreletavajo veliki Boeingi, ki jih sicer upravljajo piloti s turbani na glavah in rdečo piko na čelu, a se jim na rokavih bleščijo zlate epolete z oznako letalske akademije. Pa vendarle, po priliki se ti ljudje napotijo na obalo reke Ganges, da se okopajo v sveti reki in očistijo v jutranji svetlobi sonca z ramo ob rami s Sadujem, ki ni prišel od nikoder, ampak je tu že od nekdaj, že 1000 let zaverovan v svojo veščino, notranje osvobojen in nevezan na materialni svet. Z veščino joge in meditacije že stoletja potuje po vesolju med zvezdami in planeti. Hindujci verujejo, da so bili Kristus, Mohamed in Buda samo reinkarnacije Boga in so se pojavili in razodeli v vsaki kulturi, njeni razvitosti primerno in njenemu jeziku razumljivo. Monoteizem je pregnal poganstvo in uničil pravljični svet svobodnega duha in domišljije. Svet baru se je umaknil sivi uniformiranosti enega in povzročil nestrpnost do drugačnosti. Ateizem in z njim revolucije so izbrisale zgodovinski spomin in uničevale elementarno energijo, ki duhovno razvija civilizacije. Indija se je zaenkrat temu izognila. Neprekinjeni tok zgodovine se še vedno nemoteno odvija po bregovih reke Ganges. Poganstvo je ohranilo neposreden elementaren odnos do narave in vsega živega in, kar je še posebej pomembno, toleranco do drugačnosti.
अखाड़ा अब वहाँ ना खड़ा बैठो खूब वजन लगा दो उस पर पैर उठा लो अरे ऐसे नहीं बैठते बन रहा उधर उनको उधर दो को ये सही नहीं बैठ रहे अब बैठ नागा बाबा गुरु No, no, Baba. No, Naga Baba. This Naga Baba. It was that,